Dobrodošli ponovno v moji družbi v oddaji Potencial moje mladosti. Oddaja, ki odkriva potenciale in daje nekako ogrodja zanimivim, ambicioznim mladim posameznikom, da se lahko predstavijo. Je pa danes z mano v bistvu oseba, ki se z mladostniki primarno ukvarja in jim pomaga na tej poti. Izredno veliko veselje in čast mi je, da se je na moje povabilo kot gost oddaje odzval Jernej Picelj. Jernej, ti si ustanovitelj in mentor pri platformi ali podjetju, oboje lahko rečem, za life, ne? Tako zanimivo mladostniško ime. Jernej, v prvi vrsti hvala lepa, ker si se odzval. Res vem, da imaš super tako busy obdobje proti koncu leta, ogromno enih delavnic, do tega tudi še prideva, ne? Jernej, povej mi pravzaprav, kaj je nekako poanta vsega in kako se je začela zgodba o platformi za life in kako delujete? Dobro vprašanje, kaj je poanta vsega. Poanta vsega je, da so mladi danes, kako jih opišejo odrasli, izgubljeni, nemotivirani, ne vejo. Danes na delavnici sem vprašal, kdo tle ve, kaj je njegov smisel življenja. Si ravno prišel z Celja pred snemanjem, ne, iz delavnice? Tako, ja. 3 delavnice smo imeli danes na gimnaziji, Celje center za 3. letnik predšolske vzgoje, kar je the best, da smo tam prisotni. In sicer je bilo, sem vprašal, kdo tle mi lahko pove svoj smisel življenja. Če ti rečem, kaj je tvoj smisel življenja, kaj odgovoriš? In na 3 delavnicah niti ena roka ni šla gor. Tako da, v bistvu ena je šla, ampak je bilo o tej osebi. Se pravi, da sem jaz, da jaz pomagam drugim, kar je the best. Ok, super. Ampak kar jaz rad spodbudim ljudi je, da razmišljaj, kdo si ti za ljudi, kakšne ljudi hočeš okrog sebe povzročati. In dejansko platforma za life je prišla iz tega, ker želim jaz mladim dati nekaj, kar sem jaz pogrešal, ki sem bil mlad, in to je, ker imaš en kup vprašanj, ne veš, kako bi se obrnil, pa dobivaš nazaj odgovore, ker veš, da so zaviti v celofan. In ljudje se ne realno pogovarjajo z mladimi, ne iskreno, ne pogovarjajo se iz izkušenj, hočemo izpadati neki taki polbogovi, in oni pa cenijo glih kontra. Tako da point platforme za life je, da mladi v bistvu čez to, ki jih mi vodimo, si ustvarijo miselnost, s katero si bojo izpolnili v življenju, karkoli si oni želijo izpolniti. Odlična vodila se mi to zdijo. Dejansko zdaj, ko si to nekako povedal, kaj si ti pogrešal, ko si bil otrok, pa potem mladostnik, se vemo, kaj pa puberteta naredi človeku, nekako se začneš pravzaprav takrat iskati kot posameznik v tem svetu, najprej primarna družina, kolektiv, prijatelji, pa se človek mora počasi nekako identificirati sam s seboj, poiskati svojo vlogo v tem svetu, bi rekel. In mislim, da je to za marsikoga seveda eno najtežjih obdobij. Ja, jaz osebno sem tudi pogrešal takrat mogoče neko vodilo, saj imamo starši, ampak od staršev se takrat začnemo mi odmikati, iskati sebe, to je normalno. Tako da se mi zdi to res zanimivo in nekaj, kar pri nas pravzaprav zelo manjka. Ogromno se govori o tej problematiki, veliko je tega, nekih projektov in tako naprej, ampak jaz, kar sem uspel tvoje delo si pogledati, spoznati pa, kar so predhodno govorila, se mi zdi, da delaš res s srcem, pa da daješ celega sebe v ta projekt, ker je točno to, si to pogrešal. In druga zadeva, da ste zelo praktično naravnani. Mogoče malo razložiš malo metodologijo, kako to počnete, kako pravzaprav v praksi pomagaš mladim? Ja, hvala, da si tu prepoznal, da delam s srcem, res je, pač dajem... Zato sem te povabil, da deliva z mladimi. Top. In ja, moje poslanstvo je, kar si jaz želim, je, da so ljudje svobodni in ljubeči. Jaz mislim, da osnova je spoštovanje. Če bi se ljudje spoštovali med sabo, mislim, da bi izginilo 99% problemov, ki jih imamo v družbi. In kako z mladi delamo, prvič, mi ne poslušamo, da je z njimi nekaj narobe, kakor jih večina ljudi posluša. Ja, mladi so taki, so uporniki neki, da je z njimi nekaj res narobe. Nič ni narobe. Če se spomniš, so podobno govorili o naši generaciji. Ja, isto je, vseh mladih, vsi isto doživljamo in potem to dajemo kar naprej, ker tako pač je. In mi jih pa kontra, mi jih poslušamo kot ljudi, ki so vredni, da se jih sliši, da se jih razume, da se jih ceni
in da jih v bistvu čez to, kar njih teži, tu na delavnici pride potem čez ta njihova anonimna vprašanja, kjer oni lahko vprašajo karkoli, jih tare, imajo probleme, izzive. V bistvu potem, ki mi odgovarjamo iz svojih izkušenj ali pa iz tega, kar smo mi probali, mi dali čez, ljudje okrog nas, če kaj ne vemo, rečemo ne vemo. Včasih debato se sproša, ne. In to oni zelo cenijo. Kakšni rečejo, da ni mogoče bilo toliko lahko se o tem pogovarjati, ker niso vsakdanje teme, ampak so nujno potrebne. In največkrat dobimo odziv, da je zanimivo, poučno, realno, iskreno. In ko njim daš to, se mi zdi, da tudi marsikaj drugega zgine. Razumem. Torej, mladi nekako potrebujejo to neko avtentičnost in pristnost. Zdaj, ko sva ravno pri tem, prej bo nadaljevala o tvojem projektu in platformi, me zanima, jaz sem te tudi opazil pravzaprav. To se mi zdi zelo pomembno poudariti. Ukolikor se ne bi ti začel izpostavljati na socialnih omrežjih, v prvi vrsti LinkedIn, kjer sem jaz seveda zelo, včasih kar rečem, avtohtona vrsta gor, vedno visim, in sem te opazil s tvojim delovanjem, energijo. Tako da, kako meniš, da je pomembno danes, da se tudi mladi, ko vstopajo predvsem zdaj na trg delovne sile ali z nekimi projekti, dejansko pokažejo na platformah, tudi takih bolj poslovne narave, kot je LinkedIn, pa ne izključno. Ja, dobro blago se samo hvali, čeprav v Sloveniji ponavadi dobiš pol po glavi, če pa to prakticiraš, rečva temu. Ampak definitivno je pomembno, ker je ena taka priložnost, kjer lahko poveš, kar delaš, da te ljudje lahko spoznajo. Rabiš pa pri temu biti, bi rekel temu, postavljen, kar se tiče svojih vrednot, da si spoštljiv, da ne objaviš gor nekaj, kar ne bi hotel, da se dogaja, kar je danes veliko tega delajo mladi, ali pa jaz lahko rečem, mi pri Zalifeu in doma sledimo eni stvari, da vsak človek ima izbiro, ima svobodo, kaj bo bilo objavljeno, kaj ne, in tu pri nas pomeni, da na Zalife profilih ne boste videli objave iz učilnic, ker tudi če dajo starši dovoljenje, lahko da se najstnik ti zna ne dobro počuti, meni se zdi ne fair, da ga slikam pa ga objavim. Tudi če so oni lahko med sabo kulje, the best. Enemu, da ni, pa za moje pojme smo pol zgrešili point. Razumem, ja. Tako da odgovornost pri temu je pa potrebno, danes je attention economy, ekonomija pozornosti. Absolutno, to jaz tudi uporabljam ta termin zelo pogosto. In tako zdaj bomo šli na blok reklam, prej nadaljujejo, bi rekel, da zelo dobro izhodišče, kjer je svoboda, je vedno na drugi strani tudi neka odgovornost. Tako da, drage gledalke in gledalci, zelo kmalu nadaljujemo ta res super zanimiv pogovor z Jernejem. Se vidimo. Pozdravljeni, dobrodošli nazaj v oddaji Potencial moje mladosti. Z mano je še vedno Jernej Picelj, projekt oziroma platforma Zalife. Zanimivo mi je tudi ime. Kdo se je spomnil recimo imena? Vas je več v ekipi, ne? Ja, glavno sva jaz pa Dejan Kocon. In pol, ki jaz sem prej deloval pod okriljem Maročnih bojevnikov, to je organizacija, ki ima za otroke z ADHD-jem programe. Tako naprej, ustanovitev Dejan Soterov, ki se tudi poznamo, je bil moj sosed, ko smo prijatelji. In pol je bila priložnost, da mi tu zapeljamo pač v svoje vode. In pol tako, kaj bi bilo ime. In pol dostikrat so mladi rekli, da je tu nekaj za life, pa mi tudi uporabljamo ta termin, da izobražuj se za life. In pol sem rekel, ja, kaj če bi bil za life, da ne kompliciramo. Tako da najprej smo imeli slovensko varianto, pol, ko so se pojavile neke možnosti še v tujini, smo rekli, kako bi bilo, da ne bomo rabili spreminjati kasneje in tako je zdaj za life. Tako, ki je bila ta voda, ki smo glih v Ljubljani odzale life, ampak na srečo je ni več, tako da da ne bi ljudje zamenjevali. Tako da smo lahko dali ta za life in ja, odtlej. Pa imate lahko nalogo pri International, ko boste šli na tuje trge, samo for life in to je to. Ja, ali pa obdržali slovenski za, pa ta angliški life, to si želim, ker for life v Ameriki ima že tiste za gotovo, kaj obstaja. No, boste videli, kako bo, to so slajše skrbi.
Sej mogoče o načrtih za prihodnost bo še čisto na koncu spregovorila, se še vrneva tja. Ampak ja, zanimivo, si že sam nagovoril tvoje neko ozadje in to je bilo tudi moje naslednje vprašanje. Ne? Kdo je pravzaprav Jernej? Kje si začel svojo zgodbo? Ok, rekel si, motivacija je bila, ker si to pogrešal, ko si bil sam v teh letih. Ne? Zdaj si malo povedal ozadje, mavrični bojevniki, mladostniki, če prav razumem, z ADHD stanjem ali diagnozo, no, vsaj, za katero tudi vem, da včasih mogoče tudi ni pravilna, ne, se to pogosto zamenjuje. Bi kaj povedal o svojem ozadju, kako si začel in ostalo si pa že povedal, kako ste prišli do projekta, ne? Ja, kaj če rekel bi tako, učenec življenja, zmeraj me je zanimalo nekaj več, zakaj se nekaj dogaja, hotel sem razumeti, če nisem razumel, nisem sledil. Tako da, drugače po izobrazbi, dostikrat ljudje rečejo, kaj si po izobrazbi, sem ekonomist, imam narejene vse izpite, razen magistrske naloge, sem že bolonjski, prva generacija bolonjca. Ja, ne bo, ker se mi zdi vsaka sekunda, ki bi jo vložil v tisto magistrsko, ki ni tema, s katero jaz hočem delati, se mi zdi nesmiselna, samo zato, da mi na koncu ime napiše magister ekonomije. Razumem. Ja. Če se malo pohecam, pravi, da v krizi srednjih let se ponovadi pol lotimo še magistrske naloge. Ja, imam 2 otroka, pa še 2 si želiva, tako da mogoče kaj v star 70. Pa ne bom vedel, kaj bi, pa mogoče, ampak. Pa je pa v bistvu očija srčna kap, čez en teden možganska, pa sem njemu ful pomagal in v bistvu čez takrat sem shiftal, da bi rad prispeval ljudem, sem šel študirati logopedijo, videl po 10 izpitih, da ni toliko same. Sem se spomnil, ok, kaj pa če bi jaz odprl SP, ki je v bistvu pomoč na domu, da jaz prijem do teh ljudi, pa z njimi vadim, ker te, ki imajo okrog sebe ljudi po možganskih AP-jih, vejo, da že logopeda za odraslega je težko dobiti, da bi pa nekdo z njemu vadil, pa sploh to ne obstaja v Sloveniji, ta poklic. In pol pač valjda krinka, tako da pol sem naredil za bolničarja negovalca in pol sem srečal Dejana Soterova, ki je bilo tako debata, nismo se videla 14 let, kaj ti, jaz sem povedal moje plane, on je povedal, kaj on dela, in rekel, jaz mislim, da bi bil ti dober mentor pri nas. In tako sem pa prišel k njim, začel biti na teh njihovih gozdovnikih in potem na taborih in pol tudi se srečal z delavnico, če ne veš, vprašaj. Takrat sem pa bil, tu bi jaz počel izkusiti. Si prav začutil, da je to tvoje poslanstvo? Tako, in pol sem prevzel ta projekt pri njih in tako da to delavnico še vedno tudi vodimo. Hkrati imamo pa še druge nove svoje delavnice, predavanja in tako ostale stvari, ki jih počnemo. No, v bistvu, kada bi mi bral misli, to je bilo tudi moje nekako naslednje vprašanje, v smislu, da malo več vseeno nam plastično razložiš, kako poteka, ne pravim, da moraš izdati vse male skrivnosti, ker verjamem, da imaš preizkušeno metodologijo, ampak mogoče zanimivo mi je to, prva stvar, ko sem gledal tvoje delo, da na eni strani delaš z seveda otroci in mladostniki, ampak na drugi strani zelo poudarjaš tudi drugo plat medalje, ki je po mojem mnenju nepogrešljiva, tudi delo z starši, ker če delaš samo na prvi plati, jaz mislim, da rezultatov v taki meri ne more biti, pač moje mnenje, ampak ti boš seveda strokovne plati povedal. Torej, kako mogoče izgleda na eni strani delo z mladimi in na drugi s samimi starši? Jaz gledam tako, družina je ekipa. In če družina ne operira kot ekipa, zato imamo po moje težave. Če bi se vsi zavedali, vsak ima neko svojo vlogo, naloga staršev je, da vzgojijo samostojno odgovorne otroke, otroci smo tle najprej, da se učimo, utrjujemo vrednote, po katerih bomo živeli in začnemo pridobivati veščine, s katere bomo mi pol naprej predajali. To naj bi bilo neka osnova. In k temu vedno znova zremo pri projektu za Life. Tako da v ta namen imamo narejeno Discord platformo, kamor lahko mladi pridejo, so z nami v stiku, v kontaktu, lahko vprašajo karkoli in jim odgovorimo, smo jim na voljo. Imamo mentorstva 1-na-1, bootcampe voditeljstva za najstnike in zdaj smo tudi dali v online program. Bootcampe voditeljstva si rekel? Bootcamp voditeljstva. Prav, da se njihove potenciale, voditeljske potenciale nekako tudi zgradi, razvije. Super. Tako, in ta online program za uspešen life. In zdaj osnova vsega teh 3 stvari, mentorstva za uspešen life pa bootcampa, so v bistvu je mapa življenja. To je pa tako
kaj bi bil lahko tvoj smisel življenja, voden čez vprašanja, jih odkriješ, potem pa 4 glavna področja spodaj, zdravje, dobro počutje, odnosi, kariera, čas, tu imamo vsi ljudje skupno in spodaj podpodročja in zakaj ti je pomembno in kaj na tem področju rabiš narediti, da lahko to uresničiš, kar ti je pomembno. Razumem. In potem se to izpolnjuje na gor in glih danes smo to delali tudi v Celju. In je zanimivo, kako hitro dojamejo. Ena punca rekla, moj smisel je, da so ljudje svobodni, sem rekel, super, kakšna rabiš ti pol biti, je tudi svobodna. Ok, in pol je imela vprašanje, ja, kako zdaj fantu povedi, da ti je všeč, ampak kaj pa, če se bojiš, da bo rekel ne? Pa sem rekel, a je svobodno od njega, da lahko reče ja ali ne? In ona, ja, ne, je, ok. In sam je lažje biti v tem, ne vem, a veš, kaj pol ne rabiš iti ven, tako naprej. In sem rekel, ja, sam, a si ti svobodna, ker si v deželi, ne vem. Ja, ne, nisem. Dežela, ne vem, wow. Ja, ne, nisem. Sem rekel, ja, no, pa že iz spoštovanja do sebe, rabiš iti do tega fanta, pa mu pač pove in kar bo on rekel, se odzovi na to, kar bo rekel, pa ne, nič ne pomeni o tebi, ne. Ja, ne, to je odlična istočnica in že vem, da bomo imela še bolj zanimivo, najzanimivejšo zadnjo tretjino najnega pogovora. Namreč na vrsti so kratki oglasni inserti in zelo kmalu nadaljujeva pogovor z Jernejem. Dobrodošli nazaj, drage gledalke in gledalci. Še vedno spremljate oddajo Potencial moje mladosti. Z mano je še vedno Jernej Picelj. Rekel si pred insertom za oglase, dežela, ne vem, to mi je zelo taka zanimiv koncept. Torej, jaz si ga predstavljam v smislu nekako, tako kot si nakazal, najlažje je biti neodločen, neutralen. Pa se ni potrebno izpostaviti, ni treba narediti neke poteze, enostavno si v tako imenovani coni udobja. Jaz osebno tudi delam delavnice za neko rast osebne znamke, da se človek izpostavi. In zelo velik del tega, kar zagovarjam, je to, da moraš nekako povedati svoje mnenje, izraziti svoje mnenje in stopiti iz cone udobja. Kajti cona udobja, po mojem mnenju, kraj, kjer nič dobrega ne uspeva. Kako pa ti gledaš na to in kako se o tem tudi pogovarjate z mladimi? Ja, mislim, imaš dva ne vem. En je ne vem, kaj bo rekel, pa raj ne bom nič naredil. A neodločnost ali neka nesigurnost? Ja, tako, neodločnost, nesigurnost, je rekla tudi lažje živeti tako v laži. Sem rekel, ja, saj zato, ker nas toliko živi v laži, pa imamo, kar imamo v družbi. In imaš pa drug ne vem, ki je pa tako, ok, jaz bi rad nekaj naredil v življenju. Ok, cool, kaj bi? Ne vem, the best, pa id pa odkrij. Super. Če ko ti enkrat veš, si se zaklenil v eno ječo, obrnil ključ in ključ vrgel stran in zdaj ni nič več novega možno. Tako da ta dežela ne vem je zelo velika. Zelo zanimiv koncept, da imaš dva ne vem. Redko kdaj sploh razmišljam o takem kontekstu. Torej ta recimo drugi ne vem. Veš, da bi rad nekaj, si ambiciozen, imaš željo, rad bi pustil pečat v svojem življenju in družbi. To se mi zdi ključna stvar. In zato je tudi nastala ta oddaja, da spodbudimo mlade k temu, takšnemu načinu delovanja in razmišljanja. Ok, recimo, da jih teoretično ti pripraviš do tega, da to razumejo. Kako pa jih v narekovajih potisneš potem čez rob? Ok, zdaj pa teorijo razumemo, vladamo, zdaj pa akcija. Pri meni teorije ni veliko. Tako da mi gremo tako, ok, rečemo, tvoj smisel življenja je zdaj, ki si ga je ta punca izumila, ali pa vsi si izumijo. Mi smo imeli že čez 100 mentorirancev skupaj z bootcampom, pa ena na ena mentorstvo, imajo svoj smisel življenja in ok, kako ga boš zdaj uresničil, Sprav, boš ga uresničil čez vse te podpodročja, ki so v življenju, spanje, hranila, gibanje in tako naprej. In zdaj odnosi s sabo, z očem, z mami, brat, sestra, partner, prijatelji in tako. In pol, ok, kakšen odnos si želiš, recimo, če vzamem družino. Ja, rad bi imel povezan, iskren pa podpirajoč odnos z mami. Super. Kdo rab prvo tašen biti? Ja, jaz. Ok, se pravi, zdaj naprej se vedno z mami pogovarjaš kot povezan, iskren in podpirajoč. Se pravi, vse se začne z mano in lastno odgovornostjo. Tako, ker v družbi živimo, ko bom imel, bom naredil in pol bom bil. Ko bom imel Ferrarija, pol ga bom vozil in pol bodo punce skakale noti in pol bom jaz vesel, srečen.
Ten catch, ki sem ga jaz poznal, je glih kontra. Bodi, naredi, pol boš imel. Se pravi, rad bi imel iskren, povezan, podpirajoč odnos z mami, bodi takšen, pol kaj bi takšna oseba naredila. Ja, z mami bi šel enkrat na teden na sprehod, pa z njo bi se pogovarjal o vseh stvareh, pa je tudi kaj vprašal. Super. Da best, da je to urnik, povej mami. A ja, Google koledar uporabljaš, super, povabi mami prek e-maila, da bo še ona imela v koledarju. In pol smartphone lahko začneš uporabljati za smart stvari. Stvari, ki si jim predan, jih imaš v urniku, jih narediš. In zdaj, zadnji tak je bil en res fant, mama pa oče sta se ločila in smo najprej to predelala, pol si je pa naredil mapo življenja in on je star 11 let in on ima tak fokus, ki ga eni nimajo nikoli v življenju. Šola, kolesarstvo, družina in je zadnja 2 srečanja, 8 jih je v mentorstvu, tako so se pogovarjala o vsem mogočem random, ni bilo treba več na njemu delati, ker šola mu je imel poštimano, ve, kdaj se bo učil, kdaj je v šoli, kolesarstvo je poštimano in družina se z vsemi dobro razume, ne glede na to, da je situacija taka, da ste se oči mami sveže ločila, so povezani in to je to. Kakšna zgodba o uspehu, ne. Zdi se mi to mogoče ključna stvar, ta odgovornost, sprejemanje lastne odgovornosti, začni pri sebi, ne, in tudi svet se bo spreminjal okoli tebe, a ne, da moraš ti postati najprej najboljša verzija samega sebe in se ti bojo tudi dobre stvari začele dogajati. To je prva stvar. Druga bi pa rekel, prispevaj tudi ti nekaj k temu, da bo svet lepši, ne. Najlažje, tako kot si rekel, biti v tistem coni udobja, pa samo jamrati, ne. Se mi zdi, da jamranje je zelo velika, ne, ampak akcije primanjkuje, ne. Čez jamranje se ljudje povezujemo, ampak pa lahko gremo na pivo pa razčistimo zadeve, ne. Tako. Ja. Super, Jane, super izhodišča. Daj mi samo še povej, kaj pa zdaj sledi naprej, ne? Torej, vidim, da ste prišli do nekega nivoja, imate precej dobro razdelano, rezultati so več kot očitno tukaj. Kaj pa je zdaj načrt za naprej za tebe in tvojega poslovnega partnerja? A bo tako širila, tujina, ekipa, dodatne kakšne zgodbe? Ja, načrti so, končna vizija je, da smo številka 1 za miselnost mladih ali pa ljudi na svetu. Na svetu? Ja. Ambiciozno. Go big or go home, a ne. In v Sloveniji zdaj smo kaj, 18,000 najstnikov smo dali čez, nekaj čez 1000 odraslih, stopnja zadovoljstva je 98% in na podlagi tega smo zgradili vse te programe in tako. In želimo sam podpreti čim več družin v Sloveniji, da bi delovali kot ekipa. Ta program za uspešen life je preprosta zadeva, ki vsak najstnik lahko pogleda čez video, je voden, si ustvarja, te, ki so že šli čez, jim je the best, tudi ene mame ga delajo in je tudi njim the best. In vizija je, da ja, v Sloveniji nehamo biti mi v šolskem sistemu, ampak tu postane del šolskega sistema, kar delamo z delavnicami v šolah. In ta privat zadeva pa, da jo razpeljemo v tujino, angleški trg in pol pač naprej. Torej, da je tudi neformalni del izobraževanja, ki se mi zdi pa ključen, ne, nekako končno integriramo tudi v formalni šolski sistem. Tako, ja, ker je nujno potreben tudi učitelji, ki so na delavnicah pravijo, ja, bomo na začetku skupaj, pol bomo šli ven in vedno rečem, če boste začeli, ne boste šli ven in pol ne grejo ven. Super, evo, ker se na žalost, jaz bi se lahko s tabo pogovarjal o tem projektu, ki je res koristen za mlade in za starše, se pravi za celo družbo. Res pogovarjal še ure in ure, ampak na žalost imam samo še 1 minuto, tako da bi te prosil zaključno res, da daš en koristen nasvet, najprej 20 sekund za mlade in potem še 20 sekund za starše, čistko življenjsko, kako se lotiti pristopa k življenju in ne vem, razvoju skozi ambicije, razvoj ambicij. Ja, sprav mladi, vsak dan staršem povedati, da jih imate radi, jih objeti. Drugič, držite se dogovorov, ki jih imate doma, ker se ne držite dogovorov, ne boste verjeli, ampak čez ta dejanja svojim staršem povejte, da niso dobri starši, da ne izpolnjujejo dobro svoje naloge, da vas vzgojijo samostojne odgovorne osebe in poskrbite sami za svojo šolo. Mislim, da pri 15, 13, 14 letih te mami ne rab več poditi v sobo, pejti se učiti pa delati nalogo, ker ti tudi nje ne podiš, da naj gre tankat avto, da gre lahko v službo. In za starše, bodite avtentičnimi svojimi otroki,
Povejte jim, kako je za vas, ko se ne izpolnjujejo neke stvari doma. Povejte jim tudi, kaj ste dali v življenju, kaj čez, da vas bojo lažje razumeli in ne skrivati nič pred njimi, ker ljudje imamo tle ene tipalke za avtentičnost in vemo, kdaj se nam kdo laže, tudi tako vi svojega otroka ujamete. Jernej, najlepša hvala za tole. Jaz sem prepričan, da si jim dal zdaj v 1 minuti toliko nekih izhodišč in predvsem vidim, da prihaja iz tebe avtentično, tako da mi je jasno, zakaj te mladi tako zelo dobro sprejemajo po celi Sloveniji in verjamem, da kmalu tudi izven meja Slovenije, sky's the limit pravijo. Tako da, Jernej, najlepša hvala res za tole gostovanje, pa upam, da se še kdaj druživa. Hvala ti. Best, hvala te. Drage gledalke in gledalci, jaz upam, verjamem in sploh ne dvomim, da vam je bila današnja epizoda oddaje Potencial moje mladosti koristna in zanimiva in da ste dobili predvsem veliko praktičnih iztočnic za naprej, tako da se veselim ponovnega druženja spet kmalu naslednji torek z vami. Nasvidenje.